Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli torek v sodelovanju z zgodovinskim društvom dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica v prostorih knjižnice izvedla predavanje z naslovom Rojstvo ameriškega organiziranega kriminala. Predaval je zgodovinar dr. Martin Bele, ki je povedal, da je ameriški organizirani kriminal star dobro stoletje in pol. Imate, torej, kar se reče, carte blanche, torej brezmejna pooblastila. Izvensodno lahko zapirate, lahko se aretira po 50 ljudi hkrati. Mafijo je treba iztrebiti, oziroma kot dobi potem vzdevek je to, torej železni prefekt. In Cesare Mori res aktivno nastopa proti mafiji tam nekje med letoma 25 in 29, ko je mafija, vsaj tako se zdi, popolnoma iztrebljena. V resnici je ogromno mafijcev pobegnilo čez lužo, nekateri so se pa potuhnili in tako ostane do konca druge svetovne vojne, ko mafija spet dvigne glavo v novi deželi, kjer ni več fašizma. Torej, to se dogaja v stari domovini. Mafija v stari domovini še vedno je. V 90-ih letih zgodnjih 90-ih letih je izvedla eno serijo enih res senzacionalnih bombardiranj, umorov in tako naprej enih sodnikov. Tako da v tistem trenutku je bila italijanska javnost strašno proti mafiji, potem je vse skupaj potihnilo, v tem trenutku očitno še vedno so. Obstaja tudi eno gibanje, ki se mu reče addio pizzo. Pizzo je tista stvar, ki jo daš mafijskemu šefu vedno znova, da te pusti na miru. Torej, addio pizzo, zdaj kakorkoli je pač tisto efektivno ali ne. V glavnem v 90-ih letih je imela italijanska javnost mafijo strašno pred očmi, danes je tega malo manj, vsekakor pa stvar ni iztrebljena v stari domovini. V novi domovini pa je bilo v 19. stoletju, oziroma pred Prvo svetovno vojno, čas predvsem irskih uličnih tolp. Neka ulična tolpa je v Bostonu, je v New Yorku, nekje je, in na nekem svojem ozemlju izvaja neka kriminalna dejanja. In lokalni politiki pogledajo stran, dokler ko je čas volitev, ti tolpaši rečejo tak, zdaj pa vsi volili za tega politika. In potem vsi ljudje spet izvolijo tega politika, ta politik reče, teh tolpašov ne bomo preganjali, zaradi tega, ker so nam pomagali, da smo bili izvoljeni. In to je taka neka simbioza med njimi. Ampak tik pred Prvo svetovno vojno je ta stvar malo preveč na očeh javnosti. Ameriška javnost enostavno ne tolerira več tega, da neki vodje nekih tolp podpirajo politike. In politiki nehajo podpirati te tolpe. In vodje teh tolp, Paul Kelly je bil Italijan, Monk Eastman je bil, mislim, da je bil angleškega rodu, gresta oba dva v zapor. Enostavno kar naenkrat nimata več protekcije strani lokalnih, newyorških v tem primeru, politikov. Kar naenkrat se začne krepiti mafija.